Lep pozdrav, moje ime je Miran Peterman, sem energijski trener za uspeh. Danes bi želel povedati par besed o mojem poslanstvu. Kaj je dejansko moje poslanstvo? V bistvu vsa ta zgodba preko tega Energy Success coachinga, nekega gibanja, Energy Success transformacije, je dejansko, da pomagam dati ljudem upanje, da lahko živijo svoj potencial. Glede, v bistvu, če vzamem samo mojo zgodbo, moja mladost je bila zelo uspešna, kot mali sem bil priden v šoli, imel sem same petke v osnovno šolo, bil sem uspešen potem tudi v športu, bil sem vrhunski športnik, kolesar, tam do 18. leta. In potem sem pač šel študirati in potem so se stvari začele dogajati. In življenje se mi je na nek način precej zakompliciralo. Zakompliciralo na področju partnerstva, tam sem imel precej nekih zgodb, bil sem poročen, šel skozi precej težko ločitev. Na poslu je bila dejansko borba in tako naprej in sem iskal rešitev. Bom rekel, že kot mali sem imel željo, da sem uspešen, da res nekaj naredim v življenju, da nekaj dosežem, da živim neko bogato življenje. Tukaj bogato ne pomeni samo finančno, ampak bogato v vsakem smislu. Bogato pomeni, da potuješ, da doživljaš življenje, da ustvarjaš, da kreiraš, da dejansko zapustiš neko zapuščino, da pomagaš tudi drugim ljudem. Ampak vse te stvari so se mi zakomplicirale in dejansko vrtel sem se v krogu, nisem mogel narediti rezultata. In sem raziskoval in sem potem dejansko v določenih točkah svojega življenja prišel do se srečal z mentorjem, se srečal z načinom treninga, z metodo, z tehniko. In vse te stvari sem potem sestavil v nek sistem dela, ki ga imenujem 4 energijski stebri uspeha, dejansko Energy Success transformacija, če želite. In poglejte, v bistvu gre preprosto za to. Prva stvar, ki jo moramo tukaj razumeti, je, da se ljudje rodimo z različno kapaciteto energije. Energija je dejansko tista, ki jo potrebujemo, da v našem življenju dosežemo rezultate, da zaslužimo denar, da nam uspe nek preboj v življenju, da naredimo nek projekt. In če je naša energija omejena, prvič je omejena in drugič dejansko to energijo dnevno porabljamo. Več kot gremo skozi neke izzive, težje kot je naše življenje, več energije porabljamo. Vse to vidimo. Prva stvar je, vidimo, da eni ljudje imajo več energije, imajo več rezultatov, zaslužijo več denarja, imajo drugačno življenje, eni pač se ves čas, bom rekel, matrajo po domače, na Gorenjskem tako rečemo. In druga stvar je, da opažamo isto, da za starostjo te energije vedno manj, vedno težje gremo skozi. To pomeni, prva stvar je energija. In dejansko na poti mojega raziskovanja sem naletel na tehniko, ki jo imenujem regeneracija energije, preko energijskega pretoka. Zakaj dejansko gre? Gre v bistvu, v osnovi imamo sami neko kapaciteto in s to kapaciteto operiramo v življenju. In potem si predstavljate, da obstaja, bom rekel, neka dodatna energija. Kot da dejansko bom rekel, če imaš ti tam 3 baterije, 4 baterije, s katerimi v življenju funkcioniraš in potem imaš dejansko možnost, da dobiš še dodatne 4. In dejansko potem ugotoviš, da te dodatne 4 je možno, ne samo, da jih moraš polniti, da jih spet iščeš, kje bom spet dobil te baterije, ampak da dejansko so to takšne baterije, ki so tiste rechargeable. Se spomnite včasih, ko smo imeli razne zadeve, razne naprave, ko smo lahko te naprave napolnili. In to je z našim življenjem. To pomeni, v osnovi si nekje na tem nivoju. In potem preko tehnike, ki se jo naučiš, ki jo natreniraš. Zato je mogoče za vas, ki me spremljate, bom rekel, pričakujete, kaj bom lahko vam dal, kaj vas lahko naučim. Dejansko lahko vas naučim, ampak morate priti do mene. Preko videa vam lahko dam samo informacijo. In potem vse ostalo je odvisno. Gre za novo sposobnost, ki jo razvijate. Dejansko naučite se, kako se energijsko napolniti, kako se energijsko regenerirati,
kako se energijsko pozdraviti. Ne. In če smo v osnovi tukaj, potem, ko razvijamo to sposobnost, dvignemo svojo kapaciteto in dejansko začne se nam drugačno življenje. V poslu dejansko bistveno več energije, lahko bistveno bolj kreiramo, zaslužimo več denarja. V partnerstvu, ko imamo več energije, se nam zviša toleranca, dejansko bolj smo pozitivni, lažje gremo skozi te situacije, dobivamo ideje, na novo začnemo komunicirati. Glede, se veste, kako je v partnerstvu na začetku, ko smo polni elana, imamo polno energije, ne, v bistvu vse teče, potem pa vedno se bolj zatika, vedno se stvari nabirajo, bolečine, poškodovani smo, zadeve se potem dogajajo, da pač partnerjem nekaj reče in dejansko ni tisto, kar nam reče problem, ampak tisto, kar nam reče na tisto podlago, ki se je nabirala in nabirala. In dejansko s pomočjo tega energijskega treninga gremo preko tega, začnemo celiti te rane in z bistveno več energije drugače operiramo. To pomeni, življenje se nam spremeni na vseh nivojih. To pomeni, prvi nivo je energija. Drugi nivo je zopet povezan z energijo, so naše energijske blokade. Prej sem omenil že čustva, ne, naše strahove, bom rekel, vse stvari, zamere, jeze, vse zadeve, ki so se nam v življenju zgodile in dejansko čustveno se nam nabirajo kot energijske blokade. In ko se mi naučimo, da to sprostimo, ne, te energijske blokade, ne, so skupaj s tem pomanjkanjem energije glavni vzrok za te naše izbruhe, za te naše nekontrolirane odzive. Ne. Glejte, lahko je to nek odziv, bom rekel, v nekem partnerskem odnosu, ko vam nekdo nekaj reče, ko se, ne vem, otrok nekako odzove, ali pa je to dejansko odziv, ko se vam pojavi neka poslovna priložnost, ko se vam pojavi, ne vem, nek test na poslu. Ne. Glejte, kako se ljudem spremeni življenje, bom rekel, na glavo, ko izgubijo službo. Ne. Če se zgodi kriza in vse te zadeve so v nas znotraj in dejansko samo čakajo na nek impuls. Ne. Dostikrat vidim, recimo, se pogovarjam z ljudmi, pravijo, jaz sem v redu, ne. Ampak pač jaz sem natrenirano in pač malo je prerojena, drugače pa natrenirano sposobnost, da čutim energijo. In zgodba je dostikrat, da nekdo, ki je v redu, je pač v redu v tem trenutku, ko nima nobenih izzivov. Jaz sem v redu, imam dobro kondicijo, dokler me nihče ne izzove življenje ali nekdo drug, da naredim 100 počepov, da pretečem 5 km. Ko pa moram preteči 5 km, gledajte, recimo zdaj, ne vem, kdaj gledate ta video, če je to še vedno v času te slavne virusne krize in tako naprej. Dejansko ta virusna kriza je dejansko samo pokazala tisto, kar je tukaj že bilo. Ne. Ni to tisto, ko nekdo, ne vem, je v sobi in potem prideš in, ne vem, nekaj rečeš, ali pa nekdo nekaj reče, joj, preden si to rekla, preden si mi to povedal, sem bil toliko super. Ja, nisi bil toliko super. Če bi bil toliko super, bi bil še zdaj super. A me razumete? Dejansko te energijske blokade moramo odstraniti, sprostiti, osvoboditi in potem lahko zadihamo. In ko se to naučimo, dejansko nas čaka potem novo življenje, nova prtljaga. Glejte, dosti ljudi pač v partnerstvu, ne, ali pa v poslu, ne, želi iti v novo partnerstvo, želi iti v novo službo. Zakaj? Zato, ker se je v tem partnerstvu preveč nabralo, ker dejansko ni več možno, dejansko enostavno vsega je preveč. Ampak, glejte, če gremo v neko novo zgodbo, včasih je super, pač zato, da rastemo, da napredujemo, da gremo naprej, ampak včasih je pa brez veze. Zakaj? Ker v bistvu boljše je, da se učimo in da naredimo nek rezultat, nek zaključek tam, kjer že smo. Ne. In ko se naučimo te energijske blokade sprostiti, potem dejansko pač lahko je to naš nov začetek, nova priložnost. V istem okolju. Ne rabite dejansko novega partnerja, zato da obudite svoje partnerstvo. Ne rabite dejansko nekih novih stvari znašati v svojem življenju, da dobite navdušenje. Dejansko grejo stvari avtomatsko. To je pač energijski del. Potem drugi del je naša mentaliteta. Način, kako gledamo na življenje. Naš zorni kot, naša vizija. Ne.
kaj je dejansko naš cilj v življenju. A je naš cilj v življenju, da gledaš samo sebe, ali imaš nekaj več, imaš neki večji projekt. Ker gledajte, ko imate neko poslanstvo v življenju, ko imate neko drugačno zgodbo, vas ta požene, vas dvigne iz vaše postelje, vas dvigne iz kavča. Gledajte, če sedite recimo na kavču in potem, ne vem, vas dejansko dobite željo, da bi šli na sprehod in potem vprašate partner, bi šel na sprehod, ne? Pa partner reče, dejno malo še posedvati tukaj, dejva se malo še usesti, pa malo se pogovoriti in tako naprej. Ampak če vi veste, gledajte, če vi veste, da imate nek projekt, da imate neko višji namen, da imate nek cilj, ki vsebuje, da ste fit, da se dobro počutite, da veste, da morate iti ven, da morate na sprehod, ali pa da morate brati knjigo, ali pa da se morate delati da želite delati na sebi, potem dejansko ne bo nobenega vprašanja, boste rekli partner, gledajte, jaz grem na sprehod, pa če greš z mano ali pa ne. Razumete? In ko začneš na življenje drugače gledati, ko dejansko se osvobodiš vseh krivd, vseh teh stvari, kot recimo, ne vem, kaj bo, če nekaj naredim narobe, kako bom, glede vseh teh priložnosti, gledajte, koliko nekih stvari dejansko izpuščamo, izgubljamo, ker imamo neka omejena prepričanja, ker imamo nek omejen pogled, ki so ga nam naši starši, ki so bili ravno tako omejeni za vsemi temi, bom rekel, krivdo, prepričanji in tako naprej. Ne to delati, ne, moja mama je rekla, ne iti, ko sem se odločil, da bom šel na svoje, da bom podjetnik, kaj pa če bo kaj narobe. In potem po enem letu seveda je bilo nekaj narobe in sem bil še bolj zapufan kot kdajkoli prej. Pa daj raj nekaj, pa daj raj to. A me razumete? Kje je tista spodbuda, plej, zagotovo ti bo uspelo, daj še vztraje, boš našel pot, plej, 1 leto si že vztrajal, naučil si se, vse bo v redu. A me razumete? Naša mentaliteta. In ko vse te stvari, in potem dejansko, ko ustvarimo neko podporno okolje, kjer dejansko drugega spodbujamo, okolje, kjer dejansko ves čas sebe hranimo. Vidite, glavni razlog, zakaj grejo partnerstva narazen po nekaj časa, po 10, 5, 10 let, 20 letih, je, ker dejansko partnerja ne rasteta. Ker dejansko nimate nekega cilja, neke vizije, ki je višja kot samo neko osnovna zgodba. Kaj boste mislili, kako to? Pred kratkim je moj oče je umrl po, bom rekel, krajši bolezni. In v tistem trenutku, ko sem dejansko sporočil to novico ljudem, in po tem odzivu, ki sem ga dobil, dejansko mi je postalo jasno, da naše življenje ni samo naše življenje. Da naše življenje ni samo tisto, kar mi sami delamo, zase gledamo in tako naprej, ampak bistveno več ljudi nas gleda, bistveno več ljudi te gleda, bistveno več ljudi te spremlja, te opazuje, se uči od tebe. In dejansko, če si želiš, ali pa če si ne želiš, kako super bi bilo, če bi dejansko to dali na naš cilj, našo vizijo. Imaš bistveno večji vpliv, impakt, kako bi rekel to. Dejansko bistveno večji, bistveno bolj vplivaš na druge ljudi, bistveno bolj se jih dotakneš, kot se zavedaš. Koliko ljudi dejansko v Sloveniji govori o neki zapuščini? Dejansko moja želja je, da ne samo ta moja mala družina, če jo imam, in mogoče moji sorodniki, ampak dejansko, da se še nekdo drug nauči življenja, sreče, biti uspešen. A me razumete? In gledajte, v bistvu, kot sem rekel, moje poslanstvo je, da ljudem pomagam, da začnejo živeti svoj potencial. Ogromno ljudi, tako kot jaz sam, v mladosti ima neke želje, ima neke cilje, želi nekaj doseči, želi postati nekdo, ampak potem se zatakne. Ampak dejansko s tem sistemom dela, s to Energy Success transformacijo, če hočete, je možno. Dejansko možno je, da od tukaj
dol, prideš gor. Da dejansko prideš na bistveno višji nivo, kot si kdajkoli bil. Ali pa če si padel dol. Ne? In dejansko zato je, bom rekel, moje poslanstvo je, da vam vsem, in seveda meni isto vsak dan, da dam novo upanje, da je možno, da ni nobene potrebe, da obupate, vse to ni možno. Ker plejte, ko prvič spremenite svojo energijo, ko dobite še dodatne baterije, plejte, bom rekel tako, če bi pred 20 leti, a se spomnite tiste mobicigle, ko smo včasih nosili okrog, pač jaz sem malo starejši letnik, in recimo, če gledate neke tehnologije, brezžična tehnologija, pa Bluetooth, a veste, danes z žicami, kdo še danes kaj z žicami se pogovarja in tako to gre vse po zraku. In isto je ta energijska regeneracija, energijski pretok, je sposobnost, je dejansko tehnologija, ki jo ogromno ljudi še ne pozna, ki enostavno ne ve, da obstaja. Ampak na isti način, kot dejansko internet nam je omogočil nekaj drugačno življenje, je dejansko tudi ta energijska tehnologija, če temu rečemo, nam omogoča življenje, da dejansko znova zaaktiviramo svoj potencial, da postanemo, da začnemo živeti tisto, kar smo vedno želeli, pa nam je zmanjkalo energije, da obnovimo partnerstvo, ki je dejansko začelo padati, ker je zmanjkalo energije. To pomeni energija, ko spremenimo svojo energijo, ko odstranimo te blokade in dejansko, ko začnemo drugače razmišljati. Morate vedeti, da v bistvu naši starši dejansko bili so super starši. Dali so nam svoje srce, ampak dali so nam tudi svoje omejitve in svoje probleme. In dejansko, bom rekel, ko začnete majhen bolj na široko razmišljati, ko dejansko vidite majčkeno več, malo večjo vizijo in da vidite, da je svet ogromen, Slovenija je vrhunska, je lepa, je čudovita, ampak dejansko, da razmišljamo, da lahko več, da res lahko živimo svoj potencial. In tukaj bom rekel, s to tehniko, s tem sistemom dela je to možno. Ker morate vedeti, plejte, na eni strani obstajajo ljudje, ki so se že v osnovi rodili taki. Se vidite tudi recimo v vrhunskem športu. V vrhunskem športu je ogromno ljudi, ki so velik potencial. Ampak še več ljudi pa je, ki pa dejansko z delom, s tehniko postanejo vrhunski. In moje poslanstvo je, da vam pomagam, da lahko s tehniko, da dejansko s temi energijskimi, bom rekel, tehnikami razvijate svoje sposobnosti in začnete živeti tisti potencial, ki ste si ga vedno želeli. To je dejansko, če imate kakšno vprašanja, če želite vedeti več, me z veseljem kontaktirate, z veseljem vam pomagam, bomo začeli trenirati, da razvijete svoje sposobnosti in da dejansko začnete živeti življenje, ki si ga želite in ki si ga zaslužite. In dejansko jaz skozi mojo zgodbo sem ugotovil, da je to 100% možno. Brez vsega tega bi živel neko povprečno življenje. Bi se zadovoljil z, čakanjem na penzion, delanjem, čakanjem čudeža, čakanjem na penzion. Danes pa dejansko kreiram mednarodni posel, imam čudovito partnerstvo in dejansko celotna prihodnost, celotno življenje je pred mano. Vsako leto, ne glede na to, da sem starejši. In isto želim tudi za vas. Samo, če se hoče, če se odločite. Tako da želim vam en čudovit dan, ostanite čudoviti, dajte si priložnost.